A veste, ko sem vam zadnjič rekla, da imam tremo, ko nastopam pred vami. In sem ugotovila, da imam danes spet. In potem sem se vprašala, res pred pol urami sem končala en intervju in sem rekla, pa kako je to mogoče? In to je samo eno spoštovanje do vas, da vam želim v 40 minutah dati določene informacije. In najhujše mi je zdaj, ker sploh ne vem, kdo ste na drugi strani. Jaz pa sploh ne vem, kdo me zdaj sploh gleda, kdo me spremlja, kdo me ne spremlja. In ni to tako enostavno. Zdaj še zastopim vse tiste novinarje, ki morajo snemati, pa pol njim je čisto vseeno, ampak po mojem ni. Hoče vedeti, kdo jih gleda. No, in sem si izbrala tako, napisala sem si na en list papirja, kaj bi vam želela v teh 40 minutah povedati, da boste imeli tudi vi koristi od tega. V redu? To meni, danes se bomo najprej dotaknili ene teme, ki je, tudi rečem, dostikrat pereča, ko jo dostikrat slišim, veste, kako mi rečejo, lahko je njej, ona je bogata. Ali pa, kaj nam bo ona govorila, ko mogoče nikoli ni vzela coto pa obrisala, ne vem, prah in tako naprej. In potem se jaz vedno vprašam tako, kaj res mislite, od kje sem jaz prišla? In zdaj tisti, ki me ne poznajo, potem pač ne vedo, tisti, ki pa me poznajo, pa eni rečejo tako, ja, ona je že prišla tja gor, ne vemo, kako je prišla, to je za njih vedno gor. Tisti drugi, ki pa ne poznajo, pa res mislijo, da sem neka dama, ki doma nič ne delam, samo sedim, gledam v zrak in se pogovarjam samo z ljudmi. Dragi moji, ni tako. Potrebno je kuhati, čistiti, vse, kar delate vi, delam tudi jaz. Okej. Temo, katero sem se danes dotaknila, katero se bomo dotaknili, bom pa prebrala samo en uvod. Pomeni, ampak prihajam iz revne družine, pomeni, odkot prihajaš, ne določa, kam greš. In zdaj bi sem ta del prebrala, če ga lahko, ker se ne bom navezala na knjigo, mislim, bo navezava na knjigo, ampak imam druge teme, zato ker iz knjige ste prebrali eno. Jaz upam, da želite kaj drugega slišati. In sicer, lahko bi torej rekla, da prihajam iz skromne družine, zato mi ni dano, da bi bila v življenju srečna. Lahko bi rekla, da sem se nehote naučila, kako se nič ne da, nič se ne more in kako se narobe pišemo, Halilović. Lahko bi rekla, da je otroštvo krivo, da iz mene ne bo nič in da je delo mučenje. A v resnici bi bil to le prikladen izgovor, da mi ne bi bilo potrebno zavihati rokavov in nekaj narediti svojega življenja. Ne veš, to je to, kar se ti potem že zatakne pri tvoji knjigi. Evo. In jaz se spomnim, jaz zelo rada poslušam Bruce Liptona, ne vem, če ga kdo pozna, in v enem izmed njegovih intervjujev, ki sem ga poslušala, je rekel, da smo ljudje v 90%, 90% polni izgovorov. Polni izgovorov. To meni, vedno iščemo izgovore, ker z izgovori smo mi žrtev. In na primer, to ne bo šlo, ono ne bo šlo, šef nam ne bo dal tega. Dejansko se skozi fokusiramo na izgovore, ker se želimo počutiti kot žrtev. Ker ko smo kot žrtev, takrat najdemo 101 izgovor, zakaj nam nekaj ni šlo. In to ni okej. In jaz vam bom danes poskušala povedati, da jaz sem te izgovore spremenila v odlične priložnosti, da sem danes tukaj, kjer sem. Pa naj vam povem, da še nisem na tisti stopnički, ki bi jaz to želela, ki bi si želela zrasti, ne vem, si želim biti zelo, zelo visoko, pa se zavedam, da sem že danes veliko, veliko naredila. Okej, in 4 teme, katere bi se danes želela dotakniti, preko te teme, ali prihajam iz revne družine, in to pomeni, da pač tu si, kjer si, bi se dotaknila tako. Najprej bi se dotaknila šole, govorila bom nekaj o šolah. O šoli in se bom tudi dotaknila mojih prijateljic, ki so hodile z mano v šolo. Druga stvar, katero se bom dotaknila, izobraževanj. Tudi pomembna za vas, ker na primer moja naslednja tema, ki se bo dogajala skozi naša tema tudi od ambasador, ki bo znanje, in bomo veliko govorile o znanju. Tretja tema bo zgledi, imam kar malo več, da sem ji pol malo drugače razdelila. Potem bonton, kako je pomembno, da tudi poznamo bonton, oblačila, potovanja. Evo, jaz se bom nekako tega držala, zdaj tako in tako ne vidim tistih vaših komentarjev, kateri so, vidim, da me nekaj ljudi spremlja, hvala vam, ki me spremljate, lepo, da ste z mano.
Tudi veste, da te videe bom vsak večer, to pomeni ali pa rečemo zjutraj, jih izklopim, izbrišem, zato ker se mi zdijo res fejst osebni in še posebej dobro, zbrisala sem jih ponavadi zaradi tega, ker so tisti komentarji napisani zraven, zdaj pač teh komentarjev ne vidim, da zaščitim tudi vas, tiste, ki želite z mano karkoli deliti, a ne. In to me res moti zdaj, ker ne morem niti priti in pogledati komentarje, no. Ko nekako se počuti človek tudi s tem živ, a ne. Zdaj ne vidim niti enega srčka, a je kak srček? Nič ne vidim, nič. Dejansko vidim sebe. Okej, pa dajmo kar se dotakniti. Pred nekaj dnevi sem govorila z eno izmed mojih ambasadork, Ano Šušteršič, pa sem jo vprašala: Ana, kaj ti misliš? Ker ne vem, koliko let že spremljam, po moje že 25 let, če ne že več, sem skozi spremljala te poslovneže, uspešneže, kaj oni počno. Skozi me je zanimalo, kako so oni lahko uspešni. In jo vprašam: Ana, kaj misliš, ali so vsi ti poslovneži, ker za nekatere tudi poznam zgodbe, ali so vsi ti poslovneži imeli neko bolečino? Bolečino, da so zato tako uspešni. Ker jaz vem, da pri meni se je skrivalo ogromno bolečine, da sem danes tukaj, kjer sem. In po moje še vedno imam neko bolečino, ker če ne bi imela te bolečine, pomeni, mi ne bi bilo potrebno to zgodbo z vami deliti. Ker bi mi bilo čisto okej, bi bila srečna, nekje sama tam v naravi in na primer bi pomagala samo moji družini, pomagala bi mojim najožjim, pomeni, nekaj je še vedno skrito, da želim to deliti z vami. No, in Ana mi reče ful lep stavek, ki ga želim deliti z vami, in hvala, Ana, za to. In sem si ga celo napisala, da tam, kjer je največja bolečina, je največji talent. Zavedajte se, ko vas bo nekaj močno bolelo, tam se bo tam je toliko energije, toliko za vaš talent naprej, da a si lahko predstavljate, eksplozija, kaj se lahko naredite, eksplozija, res eksplozija. No, in jaz sem potem, ko mi je pač to povedala, sem se dotaknila ta področja in zato sem si jih izpisala. In naj vam nekaj povem, ni to tako, da se jaz zdaj kar malo preklopim, pa bi se malo z vami pogovarjala, res, se pripravim na to, da vam dam neke koristne informacije. No, in potem sem rekla, ajde, dajmo odkrivati mojo bolečino, zakaj sem danes tukaj, kjer sem, ker res prihajam iz revne družine, tisti, ki me niste mogoče zadnjič spremljali, ali pa tisti, kateri niste prebrali mojo knjigo. Moja mami je delala v proizvodnji, oče je bil zidar, zdaj je že pokojni. Dejansko sem rasla v taki družini, kjer ni bilo veliko obilja, a ne, materialnega obilja, bilo pa mogoče katerega drugega obilja, a ne, ampak to sem šele pol ugotovila, prej ne. In poanta je, da na primer, da tudi v šoli sem imela izziv, da v 5. razredu, ne vem, če se spomnite, 5. razred, smo se šli smučati, je bila šola smučanja. Zdaj, ker ne vidim, ene bi mi napisale da, ene mi bi napisale ne. In mi smo imeli 5. razred, šola smučanja, in jaz se nisem znala smučati in sem rekla mami, ampak jaz bi se res rada naučila smučati, in moja mama je rekla, smučk nimamo, ne moremo jih kupiti, in potem smo mi si sposodili od enega soseda, kjer je sosed bil tako, a veste, jaz ne vem, koliko sem bila velika takrat, 1,30 m ali pa 1,40 m, on je bil pa 1,80 m ali pa 1,70 m, in to so bile smučke prevelike. No, in takrat se spomnim, da sem prvič šla na smučke in mi je bilo grozno, jaz nisem znala smučati, smuče mi niso bile okej. Mislim, za mene se je svet porušil, za mene je bilo tako, videla sem, kako uživajo otroci, eni so se smejali mi, ker sploh nisem znala stati s smučkami, kaj šele, da bi smučala. No, in takrat se spomnim, da sem dala smučke na stran in sem rekla, ta šport ni zame, in če sem iskrena, mene je moj mož, moj Igor, prvič dal potem na smučke, koliko sem bila stara, 30 let, ko sem rodila Tijana, in jaz na vsak način poskušam. Imam razne trenerje, ki mi pomagajo, da smučam in se smučam, ampak sem tukaj, eni pravijo, tako tipična Beograjčanka ali pa Zagrebčanka. Dobro, da imaš lep pajac, smučaš pa vedno kot plugeca. In sem videla, da ta šport ni zame, no, tako iskreno povedano, ni zame. Ampak kaj sem vam hotela to povedati, da že v osnovni šoli nisem imela te priložnosti se naučiti smučati. In sem hvaležna mojemu možu, ker mi je to priložnost dal. Ampak nisem vrgla puško v koruzo.
Pa Ano, ko so se oni tam smejali, sem rekla, jaz bom to enkrat znala. No, se pa spomnim mojih prijateljic, mojih kolegic, ki smo rasle približno v enaki družini. V enaki družini, tudi njihovi starši so delali v proizvodnji, a ne. Kaj je bila razlika med mano pa med njimi, a ne? One so imele smučke in so se smučale, vse so jim starši omogočili, a ne bom rekla, da jim niso. Eni so res tako znali z znanjem, da jaz še danes ne znam tako dobro z znanjem, čeprav morate vedeti, da sem dosti bolj organizirana, glih zaradi tega, ker celo življenje nisem imela denarja. In jaz imam še vedno na bankomat kartici samo za 240 € za dvigniti. Glih zaradi tega, ker so pač to neki vzorci, ki ti ostanejo iz otroštva. No, ampak te iste moje kolegice, prijateljice si niso postavili nekih večjih ciljev še v otroštvu, jaz sem pa rekla, jaz se bom naučila smučati, jaz bom to znala, jaz bom hodila, to meni ta moja goreča želja. In ko je meni Ana povedala, da tam, ko je največja bolečina, se skriva največji talent, sem se jaz spomnila, ker je ta bolečina ostala noter v meni. Ko sem jaz delala prvič s terapevtko, je terapevtka točno to ugotovila, ko sem se rekla, spomnim se, ne znam se smučati, nikoli se ne bom znala, vsi se mi smejijo, a ne. In takrat sem jaz potem ta talent v nekaj drugega izkoristila in sem potem razmišljala, da zdaj ostanem na tem talentu, da sem si že takrat postavila cilj, jaz nekdo bom. Jaz bom nekdo, jaz bom uspešna, jaz zdaj to ne znam, ampak jaz bom to znala. Jaz se bom to naučila, jaz bom naredila vse, res. Evo, to sem vam en tak majhen primer dala, 5. razred, osnovne šole. In če se zdaj malo pogledam te moje prijateljice, kolegice, ko smo se takrat družile, ker si niso dale nekih posebnih želja, so nekatere končale, bile so pametnejše od mene, inteligentnejše, odličnjakinje, tako v osnovni kot v srednji šoli, ampak so ostale na nekem nivoju, ne vem, jaz to ne bom zdaj rekla, da je to slab nivo, da se ne bomo napačno razumeli, ampak ni jih ta bolečina gnala naprej. Tako da, mogoče tiste, ki še niste naredile takega preskoka, dajte najti tisto bolečino, dajte jo najti, pojdite raziskovati, pojdite v otroštvo, pojdite iskati eno bolečino, da vam bo dalo, ker tam noter je toliko skrite energije, ko sam človek ne ve, kje je ta skrita energija. In če se spomnim, zdaj, da se vrnem zdaj na izobraževanje, in pol moji starši me niso mogli, zdaj malo nadaljujem naprej, moji starši me niso mogli omogočiti fakultete, jaz sem pri 16 letih že začela delati, ne zdaj redno, ampak honorarno, da sem si lahko nekaj, mislim, delala sem čisla, pospravljala, kelnarila, karkoli takega, ne vem, čez poletne počitnice sem šla kelnariti na morje, ker mi je bilo krasno, ker sem si lahko prišparala določen denar in sem si lahko kupila lepa oblačila, sem lahko šla na kako potovanje, tako. Znala sem pač, vedela sem, da moram sama nekaj narediti, da imam, da imam. A ste še z mano? Po moje, upam, da ste. Res me moti, tako da bom vsake toliko časa prosila mojo Savino, če mi bo vsaj kak dala signal, da vidim, da ali ste prisotne ali niste prisotne, da bom znala oceniti, koliko ste z mano. Da se vrnem nazaj in kaj sem se hotela, da zdaj mi je pa ušlo, da sem delala na morju, izobraževanje, moji starši mi niso mogli dati me šolati, da me dajo na fakulteto in da grem na fakulteto in sem vedela, zdaj, če jaz hočem iti na faks, jaz pač moram delati, druge opcije mi ni. Ampak nisem edina. Jaz sem sigurna, da vsaj zdaj te, ki me gledate, vas je marsikatera takšna, ki je v podobni situaciji kot jaz. Ampak to niste vzeli kot slabo. Jaz moram povedati, da sem se v času moje srednje šole čisto izgubila. Jaz mislim, da sem takrat iskala, če sem iskrena, fanta nisem imela, taka sem bila, ne vem, sploh se ne znam opisati, kakšna sem bila, res sem se čisto izgubila. To je tisto, ko pravijo, nekako se človek mora umestiti. No, srednja šola je bilo pri meni sploh tako, kot da nič ne vem, kaj se mi je srednjo šolo dogajalo, no, ampak konstantno sem se pa želela učiti. Res sem se želela učiti. Evo, Savina mi že piše, samo da slišim, kaj mi je napisala. Okej, Savina, se vidi, da pa na slabo vidim, okej, v redu, ja, v redu. Vidite me. In je to nekako not ostalo v meni, da sem vedela, da če hočem nekdo postati, mi je najbolj pomembno, da ne bo to prišlo samo od sebe, ampak da je treba vložiti znanje.
In sem se skozi učila. Res, res. In mogoče nekdo, zdaj bom tako rekla, veste, ko reče, ona ni tako inteligentna ali pa tako pametna, je pa zato mogoče nekdo pripravljen več ur vložiti, a ne. In če bi danes rekla, zame velja, da sem učljiva. Res, da sem taka ko gobica, da znam srkati, da ko mi bo nekdo povedal, če mi kdo dovoli, da me uči, a ne, bom to vzela in se bom učila. In če bo rekel, nalogo je treba narediti do jutri, jo bom naredila do jutri. Zato pa tudi mi, zdaj v skupini, ko delamo z našimi ambasadorkami, res sem jim tako hvaležna, ker punce res delajo, da naredimo nekaj, kar bo, ne vem, svetovljansko, da bo tako, da bo iz lokalnega okolja se širilo še globalno, ker res hočemo pokazati, da vsaki notri nas je skrita bolečina, ampak ko to bolečino ozavestimo, smo lahko največje zmagovalke. Kar pomeni, da je treba si dovoliti pridobiti znanje, če hočemo rasti. In če mislimo, da bo kar to samo padlo, ne bo. In ko poslušam, meni moji starši niso dali tega, meni moji starši niso dali tega, meni moji starši niso dali, jaz sem hotel biti športnik, jaz sem hotela biti umetnica, jaz sem hotela plesati gor dol, pa me niso spodbujali pri tem, okej, Bill Gates pravi, če se rodiš reven, je okej, si pač reven. Če pa umreš reven, je pa čigava odgovornost, je pa tvoja odgovornost. Pomeni, zdaj si velik, zdaj si odrasel, zdaj naredi nekaj tako, kot ti želiš. Nikoli ni prepozno, nikoli, tudi pri 60-ih ne, pri 50-ih ne. Jaz moram povedati, da jaz prav občudujem, imam ene občudovalke ali pa ene, ki jih čutim, ki so stare 60 let. Ko se mi zdi, da so se zdaj pri teh 60 letih kot odprle in da so se prav začele živeti, tako na polno živeti. Nikoli ni prepozno, drage dame, če želite nekaj narediti, da vzamete knjigo in začnete delati. Če ne rade berete, poslušajte. Jaz jutri rada si dam gor, ko grem v moj hrib in rada poslušam. In sem srečna, ko poslušam. Pomeni, ampak postavila sem si pa ritual, da vsak dan vsaj 15 strani preberem. In zdaj tako je, če ne poslušam, vzamem knjigo in 15 strani preberem. In prvi 15 strani sem brala na začetku, recimo 15 minut, potem je bilo 10 minut, potem je bilo pa čas že krajši. In malo zadiham. Vsakič lahko z določeno vsebino, ki se jo želite naučiti, ali pa z, ne vem, karkoli želite znati, lahko pridobite te kompetence. Res, a veste, ko mi nekdo reče, joj, on je tak pa tak strokovnjak, časi se tako spreminjajo, že danes je drugače, kot je bilo pred letom dni. Kaj šele zdaj naprej, časi ne bodo enaki, časi se bodo spremenili, stanje se je spremenilo, nove vizije bodo prišle, nove strategije, začnite delati na sebi. A veste, jaz sem se pred kratkim, ne vem koliko let nazaj, naučila Facebooka. Na Instagram še treniram, ampak mi je moj sin zadnjič rekel, mami, to se sploh več, zdaj moraš uporabljati pa to. In vem, da če bom hotela biti prisotna na tem svetu in če bom hotela nekaj početi in če bom hotela to, kar želim delati, bom potrebovala ta orodja in se bom mogla učiti. Okej. In sem temo izobraževanja končala, ampak ta tema, izobraževanje, znanje, bo šla skozi cel teden do naslednjega četrtka, ko bomo skupaj, ko bom odprla drugo temo. A veste, o čem se bomo takrat pogovarjali? O tem, ko slišim ženske, kako smo lepe. Res me to zanima. Naslednja tema bo to. In če boste pripravljene, bom ful vesela, da se boste lepo oblekle, ker mi boste slikice poslale. Mislim, kaj pomeni lepo oblekle? Ne vem, si dala kako oblekco gor. Oblekco. Pa mi boste pa slikice prilepile, kako se počutite. Zmenjeno, ampak to je naslednja tema. To je naslednji četrtek, ko vam bom povedala, kako sem se jaz počutila in kako se vidim danes. V redu? Okej, zdaj gremo pa zgledi. Ko pridejo od mojega sošolca, od mojega sina sošolci ali pa sošolke k nam v goste, tako, včasih kar malo rada vlečem na ušesa. Dobro, malo moram, no, malo tako, da malo začutim, s kom se moj sin rad druži. In jaz včasih starše sploh ne rabim spoznati. Spoznam njihove otroke in vem, kakšni so otroci. In dragi starši, najprej, kaj bi vam rada povedala. Jaz se spomnim prvi razred osnovne šole, ko je moj sin, moj Tijan prišel, pa je vprašal, mami, a smo res mi bogati kot svinje?
in je en teden je jokal, ker je to en sošolec rekel. In potem sem mu lepo razložila in sem prosila, da se naj pogovori s tem sošolcem in se nekaj, to ni vprašal sošolec, to je slišal od staršev. In če mislite, da vaši starši, da vaši otroci ne slišijo, kaj vi govorite, ali da ne vlečejo zgledi, potem se krepko motite, res se motite. In jaz pa otroku vem, kakšni so starši. To pomeni, če otrok rad govori o drugih, zelo rad govori o drugih, vem, od kje se je to naučil. In se spomnim mojega Tijana, ko sem ga poslušala, res opravičujem, naj me izdati. Čeprav upam, da me katera mamica ne bo izdala, pa povedala otrokom, sem poslušala, ko je imel enega prijatelja gor, in je on skozi povedal, a veš, kaj ta dela, kaj on dela, a veš, kaj se je to zgodilo gor, moj sin je komaj dohajal. In ko je potem šel ta prijatelj, je prišel takole dol, pa je rekel, mami, jaz sem ful utrujen. Zakaj? Ker tega ni navajen. Tega otrok ni navajen. In poanta, kar je, dragi moji, vi ste zgled, ki dajete svojim otrokom. Moj zgled so bili moji starši. Moji starši so rekli, da se je treba boriti za življenje, da pač toliko imamo in da več nimamo. In to so bili moji zgledi do enega 22. leta, čeprav sem pri 10 letih že rekla, jaz nekdo bom, in me je ta zgled vlekel naprej, ampak od 22. leta sem pa prerezala, po moje že prej, ker sem od 19. leta se preselila od staršev, ampak kaj je poanta? Zgled ostane. In če starši radi govorijo o drugih, to otroci tudi potem počno. Če starši radi konstantno jamrajo, kako je v službi, kako so utrujeni, kako je šef brez veze, kakšne sodelavke imajo, ta nič ne zna, on nič ne zna, zdaj sem kar po moje resna. Takoj, ko pride do takih stvari, postanem resna. Tako vem, kaj se v službah dogaja. 5 let, po moje, sem že naredila doktorat od razvoja ljudi. In je poanta, da to prenesete na otroka. In to je en zadevo, katero sem vam hotela povedati. Zgledi vlečejo. Drage moje mamice, drage moje članice, drage moje ambasadorke, kdorkoli me že gleda, zavedajte se, da ne rabite govoriti, kdaj, da vas bo otrok skopiral. Da otrok vse sliši, tudi če vi mislite, da ni zraven vas. Bodite pozorni, kako boste svojemu otroku povedali, ko pridete iz službe, kakšne volje ste. Res so vse te stvari pomembne. Moji starši so vse videli slabo, jaz sem rekla, na vsako njihovo stvar sem hotela poiskati nekaj dobrega. Kaj pa, če bi to, kaj pa to, kaj pa to, kaj pa to, kaj pa to. In to sem potem počela v vezi in tako naprej. Ampak dobro, tudi nekaj vzorcev sem vzela od njih. Zgledi, že pri otrocih vemo, kakšni so starši. Gremo na eno temo, ki vam bo pa fej zanimiva. No, zdaj se bom pa malo tudi dotaknila neke določene moje bolečine. V Zlatarno sem prišla z 22 leti, nekaj takega, ja. Zdaj bom 45. Ful se imam za mlado. Kje ste moje 45-letnice? Reče, da smo ful mlade, da nam čisto nič ne manjka, da smo krasne. No, in ko sem prišla, zdaj bom tako rekla, ne bom tega nikoli pozabila, kaj se mi je zgodilo. Naš direktor je pač vedel, da ne prihajam zdaj iz neke premožne družine in iz ne vem kakršnekoli družine in me je vprašal, če bi šla na bonton, da bi se naučila pač bontona, kako se pogovarjaš, kdaj se ustaviš, kako se oblečeš, kako se usedeš, kako ješ in gor dol. In prvo sem bila ful užaljena, ker se mi je zdelo, da ful dobro jem, da mi vse, da točno vem, kje je pribor, kako se vzame gor dol. Sem tja in se spomnim dne, ko me je potem, takrat sem bila užaljena, ampak potem sem šla, seveda sem šla na to in sem se nekaj mesecev učila. To ni nekaj, kar se enkrat naučiš, nekaj mesecev. In se spomnim, da smo bili v restavraciji, nikoli ne bom tega pozabila, to mi je tako ostalo, da pri nas to sploh ne dovolim, in sem vzela nož, imeli smo na vas za zajtrk v hotelu, in vzamem nož in ga poližem. Drage moje, ko bi vi to videle, ko me je gospod direktor tako, Tanja, to se pa ne dela, kaj si pa to naredila, kdo pa to dela?
do danes mi je to tako ostalo močno, da sem to izkušnjo, oziroma to sem si želela deliti z vsemi mojimi sodelavci, zdajle so vsi, če me gledajo, kateri moji sodelavci se smejijo zraven, res z vsakmu to delim, in predvsem, kar se tiče z družino, In zdaj vam bom povedala zgled, Moj otrok, in zadnjič, mi imamo skozi pogrinjke obvezno, in zadnjič moj otrok, moj Tijan, ta starejši sine, sine, oprosti, ke bom tole zdajle rekla, je Eurokrem, Eurokrem Nutelo, namaže na kruh in vzame nož in poliže. In jaz rečem: Tijan, polizal si! In on reče meni: Mami, saj to odzunaj ne delam. Pa sem rekla: Glej, sine, sigurno boš to odzunaj naredil ali pa pred kako punco, ne moreš tako, potrebno je začutiti, da se to ne počne, ne počne. No, in to je ena izmed takih pomembnih stvari, tudi če gremo, če hočemo postati, nočemo biti skromne, pa hočemo iti naprej v poslovni svet, da se naučimo pravilno, kako se temu reče, da se naučimo pravilnega bontona. Kako se je, kako se uporablja, kdaj se lahko govori, kdaj se pije in tako naprej, Tako da, drage moje, to vam toplo priporočam. Jaz mislim, da ena izmed naših ambasadork, Katja, to odlično obvlada, vidim, da že tudi nekatere naše ambasadorke uči, krasna je pri tem, mislim, saj jih je veliko, ampak ena izmed naših je pa absolutno najboljša, kar se tiče tega, No, to je ena stvar, ki bi želela deliti, da kljub temu, če prihajate iz revne družine, lahko postanete uspešne, samo naučiti se je tega treba. Druga, ena taka stvar zraven bontona, se je pa zgodilo tako, da me je gospod Albreht povabil, da greva na poslovno pot, in sva šla prvič v Sarajevo, to je bila moja prva pot, poslovna pot, in je rekel: Pa tako, pa imejte eno dobro torbo, ker tudi s tem se predstavljate, s torbo, pa tudi, obleki se bomo dotaknili. In sem, nisem imela dobre torbe. Nisem imela torbe, zaradi tega, ker moj brat je športnik, jaz nisem imela nobenega kovčka, ampak to je zdaj smešno, kar vam govorim, ker to zdaj se lahko dobijo kovčki zelo poceni, ampak in potem nisem upala dati v tisto športno torbo in sem za dobro, šlo se je za eno noč, samo eno noč prespat, pa potem drug dan, ker smo šli v Sarajevo, in sem dala moje stvari v eno vrečko, eno lepo vrečko. To mi je še zdaj hudo, tako, ko se zdaj spomnim, ampak to vam želim povedati, koliko je tudi to pomembno, da ko greste na pot, ker s tem tudi pokažete, da ste res, da si želite biti drugačni. In nič mi ni takrat rekel, čisto nič, tisto vrečko, eno vrečko sem pač dala, ampak lepo vrečko, da ne boste zdaj mislili, da je to lepa vrečka, ker je mogla meni pasati. No, in potem mi je rekel, pač je povedal, da si moram iti kupit kovček. Potem sem rekla: Zakaj kovček? Je rekel: Ker vsaka uspešna ženska ali pa vsaka poslovna ženska potrebuje en lep kovček, takrat so bili Samsoniti, samo Samsonite je prišel v poštev, noben drug, in sem si kupila kovček, nikoli ne bom pozabila, koliko denarja sem dala takrat za tisti kovček, ampak tisti kovček sem imela in je bilo tudi to nekaj, kar mi je pokazalo, da na tak način postaješ poslovnež, ko prideš na letališče ali ko te kdo pričaka, kak od poslovnih partnerjev, s tem tudi daješ vpogled na to, kdo si. Tako da, drage moje, tudi torba je pomembna, res je pomembno, kje imate stvari, a je čista, a je umazana, čeprav danes so te torbe že toliko velikih je, da ne rabi biti Samsonite in da so res lahko lepe, No, in potem še eno področje se bom dotaknila, ker pač sem rada nosila krpice, krpice pomeni krpice, take bolj enostavne stvari, poceni, je bila tudi ena izmed šol, če želimo biti drugačne, da se ne pokaže, da prihajamo iz skromne družine, da ne bom rekla kakršnekoli druge, pa smo lahko uspešne, si je potrebno kupiti vsaj eno lepo srajco, res, 1 do 2 lepi srajci. Moji 2 leti v zlatarni sta bili tako, da sem imela ene 3 kostimčke, samo 3 kostime, pa recimo ene 4 srajce. Potem sem pa te srajce kombinirala z raznim nakitom, ker pač Zlatarna Celje je bila z nakitom, ali pa sem kombinirala s kakim šalom, da sem si dala kak šal. Ampak ko ženska izgleda, ko ima
ko je obleka ali karkoli pač je na njej urejena, pravi šivi, tudi deluje uspešna, tudi deluje s tem, da prihaja, nihče ne more oceniti, iz kake družine prihajate. Noben ne more oceniti, a ste prišli iz skromne ali ste prišli iz bogate. In danes, kaj je najlepše, kar je možno, danes ste najlepše lahko v oblekicah. Vzamete si lepo oblekico, ko sem jaz začela nastopati, ko sem jaz začela se pojavljati vsepovsod, mogoče nekatere sploh ne veste, ampak jaz sem imela eno obleko in na tej eno obleko, potem sem pa menjavala z nakitom. In noben ni to opazil, ampak je to. Pokažete tudi s tem, da raje si kupite manj, pa tisto kvalitetno. Takrat v mojem času v zlatarni je bila zelo popularna marela in še danes rada kupujem marelo, ampak danes je že Zara tako, res ima kvalitetno garderobo. Danes sem želela, vam hočem dati neka določena orodja, čeprav mogoče ni tako zanimivo, mogoče ste mislili, da se bom bolj dotaknila čustev, kako ste še vseeno lahko uspešne in greste na pogovor in pridete tja in si želite biti direktorice, uspešne ženske, karkoli pač. To ne pomeni, če vaši starši niso, da boste tudi vi ostale na tem. Ni potrebno. Pomembno je samo to ozavestiti, se opremiti z določenimi stvarmi in narediti ta korak. To je vse, kar je najbolj pomembno. Okej. In kak ste? Da vidim, če je 36, imam še 4 minute. Savina, tole me prav muči. Zaenkrat ni. Nastavitev je nekje narejena, da mora biti komentar dolg vsaj 100 znakov in zato ni. Ugotavljam, če lahko kako spremeni, medtem ko ste gor. Težka, po moje težka. Ampak vseeno bom pa jaz tako naredila, no. Zdajle bom še nekaj povedala, pol bom pa naredila drugače, se bom izklopila in se bom ponovno vklopila. Za vse tiste, ki boste želeli imeti vprašanja. V redu? Danes je bil moj cilj, da vam povem, da ne rabite mene občudovati. Ne rabite občudovati, naj vam bodo te osebe, občudujte jih, drugače bom rekla, naj bodo to vaše vzornice. Naj bodo to osebe, katerim rečete, kako je ta oseba uspela, ker si tudi jaz želim tako uspeti. Naj bo to ena izmed takih točk, ki vas nekako motivira, da tudi vi naredite nekaj na sebi. Ampak vse, kar je pomembno, da najdete tisto svojo bolečino, eno bolečino, ki vas nekako drži, ker tam noter je največ energije. Največ energije. In da se odločite, da izgovore spremenite v rešitve. Isto toliko časa, koliko porabite za izgovore, potrebujete za rešitve. Kaj boste vzeli? Katero stran boste obrnili? Eno ali drugo? In jaz sem celo življenje hrepenela po tem, da sem nekdo, da sem uspešna. In če me danes vprašate, ali se vidim kot uspešno, vidim se toliko uspešno, da lahko rečem, da sem pustila kak pečat, kakšne so te osebe okoli mene, kaj so naredile na sebi, koliko so napredovale. Na primer, tudi to mi je všeč, ko mi kdo reče od delodajalcev, če je ta oseba delala pri tebi, ona je sigurno fantastična, ne. Kar ne drži vedno. To se je treba vprašati, jaz bolj tako rečem, da ko oseba začuti, kaj si želi, in ko je pripravljena v to vložiti, in ko živi vrednote, nekako ve, katere so njene vrednote in kaj je njen smisel življenja, je vsaka oseba lahko uspešna. Pa to nič ne pomeni, da mogoče s tem delodajalcem ni bila tako uspešna ali pa da je bila ful uspešna, ne. To je vse odvisno, ko se najprej najde. Zato je meni toliko pomembno, res mi je toliko pomembno, da se zavedate, da dokler ne boste začutili svojih vrednot, kaj so vaše primarne vrednote, ne boste našli tistega svojega, kaj je vaš smisel življenja. Najprej morate videti sploh, katere so tiste vaše vrednote. To je prvo, kar je. Drugo, kar je, da ugotovite, iskreno ugotovite, kaj rade počnete. Kaj je tisto, kar vas bilda, kaj vam je všeč.
A vam je všeč, ne vem, če prodajate, mislim, vse prodajamo, da ne bo pomote. Ko mi čakam, da slišite našo Ano, ko bo govorila o tem, magistra oziroma, ja, univerzitetna diplomirana psihologinja in ko je mogla tudi sesalce prodajati. Ko mi čakam, da slišite, kako je to najprej videla, kako delo, pa kako ga je potem sprejela. Vsaka lahko od vas uspe. Čisto vsaka. Vsaka, ampak pomembno je, da rečete preteklosti enkrat stop, ozavestite to, najdete nekaj dobrega. V moji knjigi je napisano prav v tem poglavju, da najdete pri svojih starših vsaj 3 dobre stvari, ki so vam dali. Jaz iz otroštva, ko je delala terapevtka z mano, ko je šla v moje otroštvo, je bilo najbolj zanimivo, da sem se skozi jokala in pa je rekla, ti se skozi jokaš, pa jaz se skozi jokam. Jaz sem jok vidim, nič drugega ne vidim. Ampak, ko sem pa zdaj v zadnjem času, mislim, vseh teh letih, sem pa ful veliko stvari odkrila, kaj sta mi moja 2 starša dala. In te stvari, vsaj 3 stvari si napišite, zato da ne boste se vedno zgovarjali, zakaj ste skromni, tako kot sem rekla, tako je Bill Gates rekel, da ne bom se ponavljala, ker pa bom predolga. Delajte na tem, vzemite si list papirja, en tak nasvet, to je en izmed mojih najboljših coachingov, katere rade počnem, ko ženske rade malo premaknem, pa so malo hude name, pa rečejo, ja, pa daj nehaj, to moram malo bolj delati. Ja, ne moreš dobiti odgovor od mene, moraš sama nekaj narediti. Ko greste raziskovat sebe, kaj je tisto, v čem ste uživali? In pa mi ena reče, wow, jaz sem ful rada plesala. In pa začnem, ja, pa veš, to je bilo v otroštvu. In pol ugotovim, da je noro dobra plesalka, a veste, ali pa ena ful rada pela, pa reče, joj, kaj pa zdaj, ful rada, ampak dobro, to sem tudi otrok, pa ne bom zdaj pela, jaz sem zdaj to pa to, mislim, jaz sem dama, jaz zdaj to pa to počnem. A vi veste, kako so pevke popularne? Mislim, vse pevke so popularne, jaz jih moram povedati, da vse občudujem. Potrebno je najti notri, kaj je tisto, zakaj vam srček zaigra. Kaj je tisto, za katero vrednoto rečete, tako kot imamo mi vrednote, znanje. To je zame ena najmočnejših vrednot, ker se zavedam, da se bom celo življenje učila. Jaz računam, da do 90. leta bom živela, da vse tiste, da me bojo še mogoče kdaj spremljali vaši otroci. Že imam prav narejeno sliko, veste, to v meditaciji že prav narejena slika, kako bo. Zdaj, ko mi je tisto je napisal, če sem druga Louisa Hay, pa rečem tako, ne bom Louisa Hay, bom Tanja Skaza, ampak bom pa poznana prav po tem, kako pomagam ljudem narediti to preobrazbo, ta miselni preskok, da se zavedajo, da ste vi kreatorke svojega življenja, da težko se je z mano pogovarjati o tem, pa starši mi niso to dali, pa mož mi tega ni, pa v službi. Jaz vas lahko poslušam, ampak vsaki lahko rečem, ok, super, kaj si naredila na tem, pa mi boste naštele 101 izgovor, pa bom rekla, ok, zdaj smo vse izgovore naštela, zdaj pa poglej, kaj bi lahko naredila. Ali se spomnite mojega iz prejšnjega videa, katera je moja afirmacija, ki jo čisto vsak dan ponovim. Čisto vsak dan. Zdaj škoda, zdaj bi mene lahko napisale, direktno gor. Moja afirmacija je, kako sem lahko danes boljša oseba. Kako sem lahko danes boljša oseba. In naj vam povem, evo, to tudi ni v redu, ker sem si to potem zmanifestirala, sem rekla, danes bo malo moj video dolgočasen, ker danes bom bolj tako nastopila s Casey, s primeri, ampak hočem vam, drage dame, povedati, mene ene ženske občudujejo, kako sem elegantna, kako sem, ne vem, imam dobro frizuro. Nisem bila pri frizerju, tako da upam, da je frizura v redu. Vse to ste ve lahko, vse, čisto vse, vsaka od vas, čisto vsaka od vas lahko izgleda dobro, ali ima 40 kil, ali ima pa 100 kil. In to sploh nočem slišati, ko mi katera reče, imam 100 kil, pa ne morem izgledati, pa si bom navlekla neko trenerko gor, ali pa neko majico. Kdo to pravi? Pa prvo, kar bom, če ne bom kaj drugega imela za delati, drage moje dame, grem delati kreacije za ženske, ki nismo idealnih postav. Samo zato, da vam pokažem, da smo vse lahko krasne in lepe. A je Oprah suha? Ne, ni. A dobro zgleda? Top zgleda.
To se mogoče ne za vse, meni zgleda top. Mene čisto nič ne motijo njene kile. Prav dobro mi izgleda, tako mi deluje, jaz sploh si njo ne predstavljam, da bi izgledala suha. Bi mi bilo že čudno. Okej. To so izgovori, če vas slišim, da mi rečete, nisem se imel od koga učiti. Najte si vzornike. Aha, tudi dobra tema, ko imamo v knjigi napisano. Poglejte, ne iskati njene napake, ne iskati zdaj na mojemu videu, kaj sem dobro rekla, a sem znala pravilno besedno zvezo skupaj zložiti. Dajte dobiti tiste točke, ki sem danes vam želela izporočiti, da lahko ve postanete še boljše, kot sem jaz. Še boljše, kot sem jaz. Res. In dajte pomagati svojim sodelavkam, da postanejo dobre. Ko vidite, da ne je dobro, jo opozorite pa rečete, veš kaj, daj ti si dama, ne lizati noža. Ko ne zna piti, ko se pogovarja z polnimi usti, povejte ji, ko si čisti zobe vmes v restavraciji, povejte ji, da to ni primerno, ko je oblečena, da ima preozke stvari gor, pa mogoče ne izgleda glih dobro, in rečete, a ti lahko dam nasvet, jaz bi ti pa rada nekaj povedala, pa ji povejte, pa bo srečna, pa mogoče kako oblekco, ko vam je nekdo kdaj rekel, da ji je všeč, pa dajte ji podariti. Kaj pa je to kaj težkega in slabega?